Ko pritisk narašča, da bi okvir premirja v Gazi spremenili v trajno ureditev, je iz 24 News izvedel, da obstajajo velika nesoglasja znotraj vodstva vojaškega krila Hamasa, brigad Al-Qassam. Ko gre za razorožitev in dejansko predajo orožja, znotraj teroristične skupine obstajajo skrbi, da bi Izrael to lahko kasneje izkoristil za nadaljnje napade in atentate na voditelje Hamasa. Hkrati nova palestinska anketa kaže, da je podpora Hamasu močno upadla, zlasti na Zahodnem bregu, saj manj Palestincev meni, da je skupina izšla kot zmagovalka iz vojne. Toda raziskava prav tako poudarja glavno oviro, ki je pred nami. Velika večina še vedno nasprotuje temu, da bi Hamas predal orožje, preden bi se Izrael popolnoma umaknil iz Gaze. Zdaj se nam pridružuje Samir Samar Sinislavi, vodja nove palestinske stranke Masr al-Jadid. Samar, lepo, da ste z nami na i24 News. Mir iz Hamasa je za i24 News povedal, da obstajajo velike razlike znotraj brigad Al-Qassam glede omejevanja orožja. Kako pomembne bi te notranje delitve dejansko lahko bile? No, te delitve lahko razumem, ker Hamas zdaj ni več to, kar je bil 6. ali 7. oktobra. Veriga poveljevanja je bila popolnoma uničena in izginila. Prisoten je velik kaos. Organizacija ne deluje kot organizacija, še posebej, ko gre za vojaško krilo. Da, na politični ravni so bile volitve, obstaja politični biro, ki zdaj deluje. Khalil Haje je vodja, on vodi pogajanja celo z najvišjimi ameriškimi diplomati. To, da na terenu vojaško krilo postopoma popolnoma izginja in ni nobenega centralnega poveljstva. Tako, posamezniki, ki so še vedno prisotni na terenu, sprejemajo bolj samostojne odločitve, še posebej, ko gre za razorožitev. Veste, kos orožja, kot je kalašnikov, v Gazi stane okoli 100.000 šeklov. In vsak član Hamasa zdaj verjame, da je to njegova lastnina, on je njen lastnik. To ni več last organizacije, organizacije ni več. Nad njim ni nobenega centralnega poveljstva in ni pomembna samo vrednost puške, ampak tudi to, da ta puška postaja njegov edini vir zaščite. Morda pred jeznimi skupinami ali prevaranti tam. Tako lahko razumemo, da bi bilo pri razorožitvi veliko težav. Zato ves čas poudarjam, da razorožitev Hamasa ne more biti enodnevni dogodek. To je proces. In to mora biti proces, ki ga nadzira, izvaja in uveljavlja palestinsko vodstvo, palestinski novi režim, tehnokratska vlada. Tehnokratski odbor, ki ga nadzira in mu daje pooblastila, odbor za mir. In ta proces bi moral, veste, začeti. Sprožilec je sprememba oblasti. Moramo oblast vzeti nazaj Hamasu. In na to za uporabo te oblasti, vključno za zmožnosti uveljavljanja zakona, prisiliti k razorožitvi vsakega posameznika, vključno s Hamasom. Vključno. Zdaj je v Gazi veliko kaosa. Med družinami in tolpami je veliko orožja, je velika zmeda. In potreben je določen proces, ki je strog, odločen in natančen. Da razumemo, da moramo to storiti kot Palestinci zaradi nacionalnega interesa. Ne samo zato, ker to zahteva Izrael, ampak ker mi, Palestinci, to potrebujemo. Ker je to prvi korak k novi prihodnosti, k upanju za palestinsko ljudstvo, k razvoju, k obnovi Gaze. Začne se z razorožitvijo vseh skupin, vključno s Hamasom v Gazi. No, če ostanemo pri trenutnem javnem mnenju o Hamasu, ta nova anketa Palestinskega centra za raziskave politike in javnega mnenja s sedežem v Ramali pravi, da je na Zahodnem bregu 45% anketirancev zadovoljnih s to teroristično skupino. To je 45%. Toda to je padlo s 66%, ki so bili zadovoljni s Hamasom pred 10 mesecev. Nekje v Gazi je ta številka 38%, ki so trenutno zadovoljni s Hamasom. Kaj mislite, da povzroča ta upad? No, naj vam povem, da bo edina prava anketa, ki nam bo res dala natančen odraz palestinskega javnega mnenja, volitve 28. novembra. Mislim, da je pri teh anketah meja napake zelo velika, vendar vam pokažejo nekatere trende in mislim, da so natančne. Ti trendi najprej jasno kažejo, da so Palestinci razočarani nad trenutnim vodstvom, ne glede na to, ali gre za Hamas
ali za trenutno vodstvo v Ramali. Hkrati pa, čeprav je frustracija očitna, je prav tako jasno, da Palestinci niso izgubili upanja v demokratične spremembe. Še vedno menijo, da bi morala obstajati neka nova pot ali možnost, ki bi nadomestila uničenje Gaze in korupcijo na Zahodnem bregu. Torej, frustracija je prisotna, vendar je prisotna tudi upanje. Drugič, mislim, da se anketa zelo osredotoča na različne politične možnosti, nekatere med njimi niso realne. V redu, postaviti Marwana Barghutija skupaj z drugimi kandidati in izvesti anketo je kot da bi Izraelcem rekli, bi glasovali za Bena Guriona ali Icaka Rabina ali Lapida ali Beneta ali Netanjahuja. Nekaj ni realno. Ljudje ne bodo glasovali. Te volitve na palestinski strani ne bodo izbira med strankami. To bo glasovanje med dvema možnostma. Ali bi Palestinci želeli ostati v še enem krogu nasilja, trpljenja in bolečine in, veste, krvi na obeh straneh? Ali bodo Palestinci izbrali demokratično spremembo, zaupanje, za gradnjo, za dialog, za sobivanje? To sta dve možnosti. Ne gre za izbiro med političnimi strankami, gre za izbiro med tema dvema možnostma. In povedal vam bom nekaj, morda da nekoliko umilim strah Izraelcev pred palestinskimi volitvami. Mislim, da Izraelci se ne bi smeli bati palestinskih volitev. Mislim, da je to, da Palestincem omogočimo, da si demokratično izberejo svoje vodstvo, morda v najboljšem interesu Izraelcev. Ker tudi sam vidim, glede na to anketo, da je težnja po spremembi jasna. Skupaj imata Fatah in Hamas manj kot 45%. In v resnici boste na dan volitev videli, da je ta odstotek še precej nižji. Večina palestinskega ljudstva, morda 60% Palestincev, išče nekaj drugačnega. Iščemo politiko, ki bi izboljšala njihova življenja. V redu, želimo doseči palestinsko državo, poleg Izraela. Ampak zakaj bi morali trpeti, medtem ko to dosežemo? Zakaj si Palestinci ne zaslužijo vlade, ki nudi storitve, ki omogoča boljšo izobrazbo, ki zagotavlja zaposlitev, ki se osredotoča na osnovne potrebe palestinskega ljudstva? Saj so Palestinci prav tako družine, ki si želijo boljšega življenja. Tako, vidimo težnjo po izbiri alternative, nečesa boljšega od Hamasa in Hezbolaha. Pozitiven pogled v prihodnost, tako se sliši. Samir Sinislavi, hvala, ker ste bili danes z nami na i24 News. Cenimo to.